Günther že lepo zapoje, aj? Ja, Marija, če tenorji grejo gor v višine, potem ženske uživajo. Včasih je pa tudi narobe. To boste danes še videli, če bojo vasi šli v globino. No, malo za šalo. Spoštovani, rekel sem že, da je torej Koroška dvojezična dežela in danes, ko smo prispeli opoldne ob 7:30 zjutraj na letališče in smo se potem pri zajtrku malo pogovarjali in še potem na vrh, smo ugotovili, da med argentinskimi Slovenci in koroškimi Slovenci obstaja kar dosti skupnega. Vsi živimo v deželi, ki ne govori našega jezika in ima drugo kulturo in vsi se zelo trudimo za ohranitev našega jezika in naše kulture. Vi še pod težjimi pogoji, morda tukaj v Argentini, ker ste tako oddaljeni od matične države in verjetno bi bilo za vas dosti lažje, če bi ne bilo treba 15 ur sedeti v letalu, da prideš domov. Za nas, koroške Slovence, je pa situacija malo drugačna. Mi smo pa sicer blizu Slovenije, smo jo tam tik ob meji, Ohtec Suha in naša domača vas Suha leži čisto ob meji. Naši sosedje so Libeliče in Dravograd. Ja, tam pod Peco smo doma, ja, pod Komljo. Ampak pri nas so pa okoliščine malo drugačne, predvsem politične. To smo tudi ugotovili. In ko me je danes na radiju vprašal urednik, ja, a je težko biti Slovenec v Avstriji, v Koroški, a je težko biti Slovenec na Koroškem, sem mu seveda odgovoril, da ni tako enostavno. Če bi bilo enostavno, potem na Koroškem ne bi bilo 13 000 ali 14 000 koroških Slovencev, ki si še upajo ali ki se še hočejo priznati slovenski narodne skupnosti, ampak bi bilo toliko, kot da mi vemo, da še znajo slovensko od rojstva naprej, da so, za angleško besedo pravimo, native speakeri. Ja? In teh je pa gotovo nad 50 000. Ja? Torej, niti četrtina koroških Slovencev si ne upa in se noče priznati slovenski narodni skupnosti in to je seveda zelo žalostno. Mi z našo kulturo in z našim petjem seveda se trudimo. Imamo otroške v naših društvih, delamo z otroki in z mladino, delamo z odraslimi, imamo razne ponudbe. Imamo šole, dobre šole, dvojezične šole, imamo slovensko gimnazijo, imamo trgovsko akademijo, imamo Šentjakov in še bi lahko našteval. Vseeno se nam pa zdi le čudno, da je življenjska volja koroških Slovencev, predvsem tudi še v zadnjih letih, tako padla in je res škoda. In pomagajte tudi vi nam, imate dosti znancev in prijateljev na Koroškem, da bo to malo bolje. Mi bomo pa pri nas na Koroškem in v Evropi vam pomagali in bomo vam obstali ob strani. In vam lahko tudi napovem, da smo prinesli seboj tudi par presenečenj, ki jih vam bomo pa šele pokazali čez 14 dni, ko bomo prav na tem odru tukaj spet nastopili in vas že danes povabim, če boste imeli čas, da nam spet prisluhnete in da pridete sem. Zdaj pa naj zadoni naprej pesem. Prišel sem na okence stara ljudska pesem iz Dirkš. Dirkše ležijo severno od Drave, to je za dvojezično ozemlje na Koroškem nekaj pravzaprav danes že posebnega, da še tam slovensko govorijo, čeprav vedno manj. Župan je rekel, pa je sleden, kar je Slovenam, pri nas ne živi nobeni Slovenc več, jih je pa vseeno v počitskih volitvah, je pa enotna lista, tam slovenska lista, vseeno imela mandat. Ja? Torej,
če ni nobenega Slovenca, kdo pa potem voli. In tako bi lahko rekli. Oj, prišel sem na okence, je pa stara pesem še iz tistega kraja, zapisal je tudi dr. France Cigan in je taka malo šaljiva pesem, saj boste slišali. In na to pa še zelo lepa pesem, ki je Anton Nagele, zilski skladatelj, pobral v Rožu, Oj, le Španež moj, in tam vam bo pa naš Franc pokazal svoje pevske sposobnosti. Najprej pa, oj, prišel sem na okence. Zdrava, bolj bolna, bolj imaš pučka.
niti vi. Pa niti, pa niti preveč, je tako bolje, da ni preglasno. Pa niti preveč dobrega vina, dobrega argentinskega vina, nisem pil, če preostnega, da danes poskusil, da pozabi včasih kak mikrofon vklopiti. Lahko noč je pel Franc, lahko noč bi lahko nam zdaj želeli, ampak mi smo še frišni, kot opazite, ali smo še, jo? A ste vi tudi? Ste gotovo še? Potem pa še prisluhnite dvema pesmima Okteta Suha, preden bomo potem prepustili oder drugi skupini, ki smo jo prignali sem iz Evrope, podjunskemu triju Lipuš, ki ga tam že naznanja. Preden, da bojo pa oni peli, pa bomo pa še tudi tam pokazali nekaj slik. Upam, da bo tehnika uspela, da bojo oder potem malo zatemnili in da boste si lahko v miru ogledali malo tiste slike. Mi pa vam bomo zdaj še zapeli dve pesmi. Lipa Mamarica je pesem, ki je iz Rezije. Veste, kje je to? Dolina Rezija. To je v Kanalski dolini, tam je ena stranska dolina. In Rezija je znana za to, da ima poseben dialekt, ki je slovenski dialekt, in posebne pesmi. In morda je en ali pa drugi izmed vas še slišal to pesem Lipa Mamarica. Prej pa bomo še predstavili eno Kernjakovo, ki ga zelo častimo, Pavleta Kernjaka, čeprav je Rožan, vi pa Podjunčani. Ja? In Pavle Kernjak, ena njegovih najbolj znanih, morda poleg Mojcija, je pesem Jaz pa moj Blažek. S tisto bi vas zdaj radi še povabili na Koroško v naš kraj. V drugem delu koncerta vam bomo pa potem predstavili drugi obraz ali pa drugi način kulturnega pevskega delovanja Okteta Suha. Najprej pa še dve lepi slovenski narodi, Jaz pa moj Blažek in pa Lipa Marica. More
Lali, lali,